Živjo! Danes v Evropi osebno spoznaš nekoga, ki je nad Slovenijo navdušen in si pravzaprav želi dolgoročno ostati tu. Tudi zato se mi je zdel primeren za epizodo, ki se vrti na rojstni dan naše države. Jaz sem Aaron Arnold iz Amerike, študiram na ekonomska fakulteta. Aaron Arnold je ameriški študent, ki se je sem preselil pred 8 meseci. Rodil se je v zvezni državi Georgia, pred Slovenijo pa je 8 let živel v Dallasu v Teksasu. Naše države ni poznal, spoznal jo je prek Melanije in Luke Dončića. Watching Luka and the Mavericks play, and then right before I moved here, actually, they went to the NBA Finals, and so Doncic gets inside, stops, trying to get some contact. Yes, and a foul. Luka Doncic. In Dallas, it was a huge event. All the bars and every place you can imagine that has a TV was completely full. Razlaga, da kot otrok sicer ni gledal lige NBA, čeprav ima njegov rojstni kraj ekipo. Ko pa se je preselil v Dallas, je začutil, da mesto diha s košarko, z Luko in Dallas Mavericksi. Tja se je preselil tik preden so se uvrstili v finale in to je bil v Dallasu izjemen dogodek. Vsi lokali so bili polni, res je bilo nekaj posebnega. Evropa osebno. Kot je zanj nekaj posebnega zdaj Slovenija in Ljubljana, njegov dom. Vidi se mu in sliši, da se tu počuti dobro, a ni bilo samoumevno, da bo prav Slovenija njegov dom, sam je prišel bolj ob pomoči Ištevanke. Ampam, Pet Podgan. Ljubljana, for me, is the perfect size. I didn't want a city that was too big, like Budapest was one of the final cities on my list. Ljubljana je zanj ravno prav velika. Ni želel živeti v prevelikem mestu, recimo Budimpešta je bila na njegovem seznamu, kjer bi lahko študiral, ampak se mu je zdela prevelika. Ljubljano ima rad zaradi sproščenosti, ker ni prenatrpana s turisti. To je bil en razlog, drugi pa seveda narava. Slapovi, jame, morje, gore, vse v Sloveniji je po njegovih besedah res osupljivo in izjemno. One thing I love about Slovenia in general is the lifestyle. It's very family oriented, but it also just feels laid back and very friendly, like in the city center. Poudarja, da tu pri nas obožuje življenjski slog, ki je zelo usmerjen v družinsko življenje. Pa tudi uživanje s prijatelji, sodelavci na kavi mu je zelo pri srcu. Obožuje počasnejši življenjski ritem, kot ga je bil vajen v Ameriki. In kakšen je bil njegov vsak dan, preden je prišel k nam? Every week was the same. Vsak teden je bil enak, pravi. I didn't spend a lot of time outside. Ni preživel veliko časa zunaj. My quality of life was lower due to the fact that I spent so much time driving to and from work. Kakovost življenja je bila nižja, predvsem zaradi tega, ker je veliko časa porabil za vožnjo v službo in iz nje. Vse je drugače tu, pravi Aaron. I had never taken a bus in the US public transportation. And then 3 weeks, a month maybe, after I moved here was the first time I ever was on a public bus. Prej nikoli ni uporabljal javnega prevoza, 3 tedne, morda mesec po selitvi v Slovenijo se je prvič v življenju peljal z avtobusom. Also, where I'm from, biking is not very prominent. No one really bikes. Odkoder prihaja, tudi kolesarjenje ni pogosto. Skoraj nihče ne kolesari, tu pa je takoj izkoristil priložnost. Zdaj ima svoje kolo, kolesarjenje je prijetno, tudi skozi park Tivoli. Tivoli Park is one of your favorite places in Ljubljana. It is, yeah. Tivoli Park, for me, when I first moved here, it was a place for me to just go on a walk and escape a little bit. Potrdi, da mu je Tivoli res krasen. Zanj je bil to na začetku prostor, kamor je šel na sprehod in pobegnil od drugih ljudi. Tam se umiri, pokliče družino. Všeč mu je, ker je park blizu središča mesta, nepredstavljivo mu je, da je dejansko le 5 minut hoje od središča in že si sredi narave. Zato je zanj Tivoli nekaj posebnega. You can just have that right next to the main square. You can walk for 5 minutes and be in the nature, and that's part of the reason Tivoli is so special to me. Razložim mu, da je poseben tudi za nas, pa tudi Rožnik. Je že bil gor? Have you been to Rožnik? No, actually. What? I haven't been to Rožnik. It's on the list, but I haven't been, yeah.
Aaron Arnold je ameriški študent, ki o Sloveniji govori v samih presežnikih. Tu si želi ostati tudi po študiju, tudi kot razlaga, zaradi kakovosti hrane. Yeah, food quality here is amazing. The Central Market in the city center, I love it for the veggies and the fruit. It's really, from my perspective, it's really delicious stuff. Kakovost hrane tukaj je neverjetna, navdušeno pove. Obožuje osrednjo tržnico, predvsem zaradi zelenjave in sadja. V Združenih državah greš pač v trgovino, kjer je veliko uvoženih stvari in preprosto ni tako sveže. Tu pride tudi v mesto hrana neposredno s kmetije. Dober občutek je, ko veš, da ješ lokalno. Aaron razlaga tudi, da mu je filozofija zaprtih trgovin ob nedeljah zdaj všeč. Nedelje so namreč v Ameriki rezervirane za nakupe, medtem ko je tukaj opazil, da so nedelje namenjene preživljanju z družino v naravi. Všeč mu je tudi, da delo ni središče našega sveta in da si lahko vzamemo dopust za denimo 2 tedna, tudi 3. Yeah, I would say just the average working day, for example. In the US, there's such a race for the, corporate America. That's the term where you get in early, you leave work late. V Združenih državah Amerike je sveto to, da slediš korporativni Ameriki. To pomeni, da prideš v službo zgodaj in odhajaš pozno. To je skoraj kot obveza, pravi Aaron, če greš prej domov, imaš slab občutek. Tu imamo za ameriške standarde zelo dolg dopust, 2 tedna. V Združenih državah, če vzameš teden dni dopusta, je to še običajno. Če pa bi hotel vzeti več, moraš preveriti pri vodstvu, ali mu je to sploh sprejemljivo. Pa še to, mi poslujemo z gotovino, česar sploh ni več vajen. I don't remember the last time in the US I really had to carry cash. I always have something just to be safe. Ne spomni se, kdaj je imel v Združenih državah nazadnje pri sebi gotovino. Se pa spomni trenutka tu, da je spil kavo v kavarni, v kateri so poslovali samo z gotovino. Ni vedel, kaj naj naredi, pa še poznal ni nikogar. A so v kavarni skomignili z rameni in mu dejali, da bo plačal pač jutri. Začuden je bil, v Ameriki se to nikoli ne bi zgodilo. But they're like, oh, no worries, just come back tomorrow. And for me that was like, what? Like, that never would happen in the US. Poklicati bi moral namreč nekoga, ki bi v tistem trenutku poravnal račun zanj. Presenetilo ga je tudi to, da imamo v Sloveniji zelo majhne brisače za prhanje, da se vedno sezuvamo, preden vstopimo v hišo. Všeč pa mu je, da Slovenci nismo tako veliki individualisti kot Američani, ki se po njegovem samo pehajo za zaslužkom. Zelo so tekmovalni, kar spodbujajo že v šolah. Tu pa vseeno opaža prijaznejše ljudi, ki ti pomagajo, če nečesa ne znaš ali si v stiski. Čuti se, da je Aaron Arnold tu našel svoj dom, svojo skupnost. Prav zaradi na novo odkrite ljubezni do Slovenije je to navdušenje začel deliti še na spletu. Ne le zase in turiste, ampak tudi zato, da lahko družina spremlja, kako tukaj živi. But I think that's why I've started to show Slovenia. It really was just like a time capsule for myself and this, because it's the biggest move of my life. To je zanj kot časovna kapsula, razlaga, v katero bo ujel svojo zgodbo in svoj največji premik v življenju. Yeah, Slovenia just made me feel like at home, like I mentioned earlier. It's really it's similar to my hometown, but not at the same time, you know. It's a bit bigger, but it's so green and everyone's friendly. Slovenija mu je res dala občutek doma. Je podobna domačemu kraju, a hkrati ni. Je nekoliko večja, a tako zelo zelena in vsi so prijazni. O Slovencih pravi, da smo sprva nezaupljivi, potreben pa je le Živjo, da se odpremo. Tudi zato ob vprašanju, ali je sploh kaj takega, kar ga moti tu, nastane dolga tišina. Ta tišina je realna, res se je moral potruditi, da je našel nekaj čisto malega. One thing that can get on my nerves sometimes, I'm sure everyone's had this experience, is the scooters and the mopeds. They go so fast down the streets. Živcirajo ga skiroji in mopedi, ki vozijo res hitro po ulicah. In to je najbolj nadležna stvar, ki se je spomni.
Ja, res je sicer lepo slišati, kako drugi gledajo na našo državo in nas kdaj spomnijo, da jo moramo ceniti in biti srečni, da smo rojeni tu, na tem koncu sveta. Aaron Arnold nas je še enkrat spomnil, da je Slovenija krasna in da so krasni tudi ljudje, ki tu živijo. Upam, da tako tudi ostane. Aaron Arnold je bil gost zadnje Evrope osebno to sezono. Se slišimo spet jeseni, do takrat pa... Vse najboljše, Slovenija.